Dobar dan. Tako je, za dramski tekst gre. Torej, doslej je veljalo, da je v zgodovini slovenskega slovstva samo en večji dramski tekst v slovenskem jeziku, to je Škofjeloški pasijon. Škofjeloški pasijon je ravno v minulem letu doživel 100-letnico od svoje prve objave in v teh 100 letih je dobro učinkoval in postal splošna kulturna dobrina. Medtem ko je pasijon, ki je bil zapisan v železni kapli na Koroškem, ostal domala neznan, ker je bil njegov rokopis izgubljen oziroma je veljal za pogrešanega. Ta rokopis je k sreči našel koroški jezikoslovec profesor Erik Prunč in potem sva se dogovorila, da ga skupaj pripravimo za izdajo. Od takrat je potem minilo 7 lepih okroglih let in po 7 letih je zdaj ta edicija izšla. Torej, Škofjeloški, ta kapelski pasijon, vidite, se že zatika, je rokopis zapisan v železni kapli nekako konec 18. stoletja, precej pozno pravzaprav za tako baročno besedilo, morda celo leta 1800. V njem je pa zapisan in ohranjen precej starejši dramski tekst, ki ga je ta kapelski pisec okrog leta 1800 ali tik prej sicer malce predelal in ga v nekaterih dogmatično pomembnih prizorih, zlasti tam, kjer gre za postavitev Evharistije, se pravi svetega rešnega telesa pri zadnji večeri, tam ga je zelo predelal v duhu razsvetljenstva in prevzel iz evangelijev in listov tiste kanonične formulacije. Drugače pa pustil povsod drugod, precej, večji del star baročni tekst, ki očitno sploh ne izvira iz sredine 18. stoletja, ampak je še starejši. In verjetno so te osnove, besedilne osnove, izvirajo iz doslej pogrešane in sploh nismo vedeli, da je obstajala jezuitska dramatika 17. stoletja. Se pravi, jezuiti so imeli zelo razvito, kot vemo, pač latinsko gledališče, vendar za pouk ljudstva v verskih resnicah tudi ljudsko gledališče v domačih jezikih seveda. No in v nemškem in drugih evropskih jezikih obstajajo desetine tiskanih dram. Pri nas se to ni tiskalo, ker pač ni bila ekonomija taka, ki bi to podpirala, je pa bilo očitno več rokopisov in ti rokopisi so žal propadli. Ampak eden je pa bil očitno še na voljo ali verjetno več kot eden v 18. stoletju v kapli in ta pisec ga je prepisal in predelal. To se pravi, pred nami je neka kompleksna besedilna preoddaja, tradicija, ki sega vsaj v začetek 17. stoletja z preobrazbami in umestnimi stopnjami, ki jih ni mogoče povsem znanstveno fiksirati, samo dokažemo lahko, da je kapelski pisec tik pred letom 1800 imel najmanj 2 verziji nekih rokopisov, to se pravi najmanj 2 rokopisa stare baročne igre, ki jo je nekako predelal in ohranil. Se najpač bližamo našim 4 minutam, kaj ne? Izdaja je zdaj pred nami, v njih je glavni tekst pospremljen z obsežnim kritičnim aparatom. Kot običajno je naša metoda taka, da izdamo hibridno izdajo, se pravi tiskano in elektronsko, ki je tudi že na spletu v delovni inačici. Še ta naslov, torej prvotni naslov se glasi Komedija od Kristusovega trpljenja, ki so jo neki dej v kapli špilali. Tisti neki dej v kapli špilali je kroniški dodatek, ampak domnevamo ali sklepamo, da Komedija od Kristusovega trpljenja je pa naslov starega, žal pogrešanega baročnega rokopisa. In ta komedija meri seveda na srednji vek, to je komedija v srednjeveškem pomenu, tako kot pri Danteju, ko so se besedila razlikovala glede na to, a so napisane tragiško ali ne tragiško. In tista netragiška besedila so bile komedije, vsi po vrsti, zlasti besedila s srečnim koncem. To in še mnogi drugi elementi, naprimer to, da se Longin tam pojavi
kot slaboviden vojak, ne, potem, ko prebode Kristusa in kane kapljica krvi na njegove oči ozdravi in prepozna svojo zmoto. To so recimo čisto srednjeveški elementi, zelo stari, ki jih niti škofjeloški pasijon nima, ne, in še več takih stvari je. Tako da tu se tokrat prihaja iz Koroške neka arhaična, zelo stara besedilna osnova. Zelo sem vesel, da se je to zgodilo in da je ta tekst ohranjen in da je s tem vstopil v naš prostor.